Dober dan, en lep pozdrav po dolgem času s Konjskega vrha. Tako je. Temu pozdravu, Jane, pridružujem tudi svoj pozdrav. In mi smo zelo veseli, da si zopet toliko pri močeh, da si nas sprejel na Tako je. Konjskem vrhu. Nimam več spremljevalca, to pomeni, nimam več katetra. In vam moram povedati, da se človek brez takšnega spremljevalca mnogo lažje giblje, mnogo lažje diha in vstopa v izzive življenja, ker ti, če imaš tistega spremljevalca, si kar precej privezan, ne samo na njega, ampak tudi na prostor, kjer bivaš. Imaš krajše poti. Ja, imam krajše poti. Tako. In po dolgem času sva rekla, da nadaljujeva z najinimi pogovori. In za današnjo temo si ti izbral naslov Civilizacija ljubezni. Ja, zato, ker se mi zdi, da je v kontrastu z vsem, kar spremljamo, ne samo po medijih, ampak da ne bi zdaj pomislili samo na vojna žarišča, ki nista samo dve, kot nam predvsem prikazuje, ampak jih je kar na nekaj desetin. Ampak ta civilizacija ljubezni, recimo, je v marsičem oskrunjena, marsikje tudi v naši bližini. Zato se mi zdi zelo pomembno, da ozavestimo, da se več tako ne gremo, da hočemo vendarle postaviti na noge, seveda začne se pri meni z mojim prizadevanjem, civilizacijo, v kateri bo kraljevala človečnost, žlahtni odnos. Ampak ko govorimo, ko razmišljamo o ljubezni, si jo vsi želimo, vsi govorimo o njej, vsi si prizadevamo za ljubezen, celo v besedah. Zakaj potem v praksi ne gre? Če poslušaš radijski program, po moje na 80% pesmi opeva ljubezen, izraža eno silno hrepenenje, silno hotenje, potem res najbolj žlahtnem čutenju, ljubečem čutenju, in je res vprašanje, zakaj tega ni. Tega ni zato, ker nismo sprejeli realizem, Mi smo vendarle vrojeni v svet dvojnosti, to pomeni v razpetost med dobro in hudo. Ja, v nas je hotenje po dobrem, v nas je hotenje po ljubezni, ampak v vsakem izmed nas živi tudi tisti drugi pol, To pa pomeni, da lahko na naše medsebojne odnose vpliva ne samo to, kar je ljubeče, ampak tudi to, kar izraža neko našo stisko, čustveno prizadetost, ranjenost, jezo, ogorčenost. V ozadju so nepredelane frustracije. Z marsičem smo bili v življenju zaznamovani, kar še ni ozdravljeno. In seveda vse to vpliva na to, na kakšen način vstopamo v odnos z bližnjimi. Tako da je, ko govorimo o ljubezni, zelo, zelo pomemben velik realizem, predvsem pa zavest, da smo vrojeni, da sem, tu se začne, jaz, rojen v svetu dvojnosti in sem razpet sam po sebi med to, kar izražam kot žlahtno, kot prijetno, in med to, kar je pa v meni tečno, neodrešeno še. Jaz sem po naravi precej tečen človek, siten človek, pikolovski človek. V bolnici sem spoznal, da sem tudi rahel hipohondrček, simpatični hipohondrček. Kako so te označili? Ne, sam sebe. Čisto na podlagi mojih reakcij sem si to moral priznati. Pa kaj potem? Ker če sebi priznaš, recimo, ne samo, da sem junak, da sem v superlativih, ampak da sem tudi simpatični hipohondrček, ko si to priznaš, potem tudi sam lažje živiš v svoje kože. Ker mogoče bom kdaj napisal komedijo iz dni, ki sem jih preživel v bolnici, ker je bilo res, zdaj ko gledam nazaj, na ta mojo simpatično splat hipohondra, je material za smešnico, mogoče celo v nadaljevankah. Ampak od tega, ko si nekaj priznaš, ko imaš neko hotenje, je potem potrebno prehoditi pot do tiste realnosti. Si rekel, kako je pri tem
pri ljubezni, kako prehoditi pot od hotenja do uresničitve? Jaz sem, ko so moje dnevi tečnosti, sem tečen. Ampak to si moram sam postaviti določene meje, določene norme. In zato so se ljudje vedno postavljali normative, ki jih ne gre prekoračiti. Ne? V cerkvi rečemo mali greh, veliki greh. Ne? Recimo, če prekoračiš določen normativ, recimo, da sem tečen, pa se tako malo tečno držim, ne, da kažem, kako sem boki, kako sem ranjen, vsi mi greste na živce, ne. Ni luštno za vas to, ne, ampak v redu, da še nekako gre to nekako, ne. Si pač rečete, ja, Karl ima svoj dan, pač ga ima, ne, naj ga ima, ampak to se mene ne tiče, to je njegova zgodba, to je obramba, na ta način se ubranite pred Karlom v tečnih dneh. Potem pa je pa nekaj drugega, če sem jaz tečen, slabovoljen in prekoračim in sem v besedah žaljiv, nesramen, to pa so dejansko tiste stvari, ki pa so na nek način nedopustne. Ne. Tako so si ljudje postavili določene normative. Vsi vemo, en takšnih temeljnih civilizacijskih normativov, ki ga najdemo po vsem svetu, je zlato pravilo. Kar želiš, da bi drugi storili tebi, naredi tudi ti njim. Ne? To je eno tako zlato pravilo, ampak vemo, da to zlato pravilo ni vedno lahko živeti, ne? Ko sem jaz ranjen, ko sem jaz prizadet. Takrat mislim, da bi mogli vsi meni sreč, ker sem tak bogi. Ne? Torej, to zlato pravilo je, ja, je lepo se sliši, posod ga uporabljajo, ne? Citiramo ga. Ampak druga pravila, ki se mi pa zdijo predvsem odločujoča, bom pa jih rekel, ker vsaj zame so zelo pomembna, je pa 10 zapovedi. Je pa konkretno, kako živeti z realnostjo samega sebe, kako živeti z realnostjo medsebojnih odnosov. In tukaj, v teh 10 zapovedih je zelo zanimiv prvi poudarek. Prve 3 zapovedi se nanašajo na tebe, na tvoje duhovno notranje počutje. Kdor pozna teh zapovedi, sicer govorijo v odnosu do Boga, lahko pa rečemo, da govorijo v odnosu do svetega. Ti moraš imeti čas, da se notranje svetliš, da se notranje stabiliziraš, da se notranje uravnovešaš. To je prve 3. Kajti mi izražamo drugim na nek način svojo notranjo resničnost. Obenem pa v teh trenutkih v odprtosti svetemu dejansko na nek način to je kot eno, bi rekel, obsevanje v narekovaju, dejansko te umirja, lažje sprejemaš realnosti, se lažje umiriš v tistem, kar te je prizadelo, se uravnovesiš in nisi toliko odvisen od razpoloženja bližnjih. Potem ostalih 7 zapovedi je pa zelo konkretnih, ne? Ne laži, ne kradi in vse tisto, kar vemo, da je potrebno upoštevati. Ne gre za vprašanje, koliko lahko ukradem, čeprav tudi to ne. Nekdo, recimo neka mati, ki je življenjsko ogrožena zaradi revščine, mora poskrbeti za otroka, upravičeno vzame tam, kjer je preveč, ne. Ker je posebej, ker je krivično pridobljeno, ne. Ampak to je ne bomo zdaj to, da se ne bi zdaj kjer upravičeval, da pa lahko jemlje. Ne laži, ne kradi, so določene zapovedi, ki pač jih je potrebno upoštevati. Če jih ne upoštevaš, dejansko raniš, ne, rečemo smrtno raniš odnos in ga je potrebno potem dolgo rehabilitirati. Če se jaz izkažem v odnosu kot tisti, ki ne govori resnice, ki laže, dejansko potem ti izgubi zaupanje in da ga zopet pridobiš, bo potreben določen čas, predvsem pa določena potrditev, da si zaupanja vreden. Ne. Da je to. In zapoved pravi tudi ne ubijaj. Ja. V današnjem času spregledana. Ja, bi rekel, res kam je naša civilizacija zašla, ne. Veste, če je zapoved ne ubijaj, je ne ubijaj, ne. Ne ubijaj, zdaj pa je človek, so legalizirali, da človek in upravičujejo, zakaj, da lahko človek ubije človeka, ne. Tisti, ki vodijo ljudi v medsebojni poboj, dejansko so na varnih pozicijah, ne, in se igrajo z življenji. Če bi se mogli generali med seboj dvobojevati, bi bilo, kot pravijo, vojn zelo kmalu konec.
če bi se morala soočiti dva predsednika, ki v konflikt pošiljata, v smrt pošiljata na tisoče, 10 000, 100 000 mladih fantov in ob tem je še toliko civilistov, veste, bi se zelo hitro zmenila. Takim pa se ni potrebno zmeniti in dejansko vzadje seveda interes, ne, trgovanje z orožjem. Poglejte, v katero smer gre Evropa, ne. 800 milijard bomo dali v orožje, ne. Kje bo to orožje končalo, ne? Koga bodo izpostavili, katere konflikte bodo obudili, ne, in teh žarišč je na svetu veliko, zato da bomo ponudili to orožje, in ker nam avtomobilska industrija ne gre, bo šla pa orožarska in bomo zdaj dvignili, ne, bomo dvignili dejansko gospodarstvo, ampak to, na ta dvig je krvav, ne, to je dejansko je nedopustno. Ne ubijaj, ne. Kje so, jaz se danes sprašujem, kje so državniki? Kje je diplomacija, ne? Zakaj je prepovedano govoriti o miru, ne? Zakaj moramo biti na eni strani zoper drugo stran? Kdo ima pravico, da mene uniformira v mržnjo in v sovraštvo? To sem zdaj pred kratkim bral intervju, v katerem avtor piše, kako je Martin Luther leta 1522 v Borni je imel eno pridigo, kjer je jasno rekel: ko nas voditelji usmerijo drugega proti drugim v sovraštvo, je naša dolžnost, da jih ne poslušamo. Mi moramo graditi, živeti mir, ne, čeprav ga in še en intervju sem zelo bral, ne bom se spomnil priimka, ne, kako je nekdo odložil orožje, ko je zvedel, ne, bil je Bošnjak, da Srbi prodajajo orožje Bošnjakom, da potem Bošnjaki pobijajo Srbe. Torej v ozadju je interes kapitala. Življenje vojakov je pač malo vredno. Saj veste, evgeniki, to je močna struja v svetu, ne, preveč nas je, saj veste, kako nas je preveč, ne, in je na nek takšen ali drugačen način potrebno rečiti človeštvo, ne, kar je podlo, kar je nizkotno in krši temeljno zapoved, ki je ne ubijaj. To ne pomeni, koliko, kdaj lahko ubijam, ne ubijaj temeljno pravilo. To pomeni, ko nimamo več možnosti ubijanja, bomo morali poiskati orodje sobivanja, tako je, ja. In tistih normativov, tistih modelov, ki so jih naši predniki na nek način domislili, mi pa smo jih pozabili in se gremo ne civilizacijo ljubezni, ampak v tem krasnem svetu tisto norost, ki je nedopustna, ker krši temeljne normative žlahtne človečnosti. Še vedno smo v postnem času in postni čas je tudi čas priložnosti. Tudi za takšne razmisleke in predvsem za ravnanje. Ja, predvsem pa, da si povrnemo samozavest, ne, kdo nas vodi, ne, v kaj nas vodijo, ne. Mislim, da sva že o tem govorila, ne, v cerkvi pravimo, da ima vsak človek kraljevsko, duhovno in preroško poslanstvo. Mi smo vse te, bi rekel, to osebna dostojanstva. Ti si kraljevski, ti si moraš biti preroški in ti imaš duhovno poslanstvo. Smo izročili nekim filozofom, nekim kraljem, predsednikom, ne, kako so smešne, tisti rdečih, kaj je to? Malo si namesto humoreske si oglejte prenose državniških sprejemov. To se lahko človek samo reži, ne moreš verjeti, in potem se šopira in najbolj komično je, ko se jemljejo zares v tistih vlogah, ampak pustimo to. Ne. Kar hočem reči, ti moraš predsedovati človečnosti, ne, ti moraš domisliti normative človečnosti, ne. Ti se moraš zavedati, da moraš biti, da si preroški, da moramo biti preroški, da to ni nek filozof, ki bo mislil namesto tebe. Ti si kraljevski. Tisti, ki so našemljeni v kralje, so samo šeme. Mi se moramo zopet povrniti nazaj to kraljevsko dostojanstvo, vodstveno dostojanstvo. Mi moramo misliti, mi moramo kreirati, mi moramo voditi mir, ne, in duhovno, ne. Prej sva govorila, ne, vsak izmed nas ima globino duha, ki jo lahko odpre v obnebje svetega. In ko si ti odprt v obnebje svetega, potem ti je popolnoma jasno, da človek nima pravice moriti človeka.
To je temeljni normativ. Tisti, ki nas pa navajajo, da se med seboj morimo, medtem ko oni na varnem svojo rit držijo, veste, tisti pa niso vredni, da nam predsedujejo. Mi, ko bomo mi to ozavestili, ko bo to ozavestil določen procent ljudi, ko ne bomo te maskote, te pajace imeli več resno, dejansko bo prišlo do kvantnega premika zavesti. Ampak ta kvantni premik zavesti je odločujoč od moje in tvoje zavesti, da se tako pač več ne gremo. In tukaj lahko za danes narediva piko Ali pa celo klicaj. ali pa celo klicaj in napoveva srečanje tudi v živo v maju. Datuma še nisva preverila zdajle, ampak mislim, da bo peljal kar tisti, ko smo ga imeli že v našem določenega, to je 12. maj. Odprti je teden vseživljenjskega učenja in res se veselimo, da se bomo srečali tudi v Šmarju, čeprav midva z Žigom bova še pa prišla na Konjski vrh. Kaj posnet. Mogoče, da predstavimo knjigo, bo išla v kratkem. Super. Kako misliti ta svet drugače. Poslanstvo te knjige pa je samo v tem, da nam pomaga misliti drugače, predvsem, da nam pomaga misliti civilizacijo ljubezni. Komaj čakalo in se veselimo izzivov, vsi skupaj. Ja, tudi sam imam toliko teh izzivov in zato je življenje ena taka zanimiva priložnost. In naj bo tudi vam in lep pozdrav s Konjskega vrha. Vse dobro.